En prav prisrčen kulturni dober večer, drage gledalke in gledalci. Včeraj je bil Prešernov dan, kulturni praznik v Sloveniji in jaz upam, da ste ga obeležili v krogu svojih domačih, na kakšni prireditvi, ob televiziji, mogoče je celo kdo smučal ali pa šel v toplice si pogreti križ in ledvice. Nocoj gostimo zopet zanimive goste, najprej ansambel, ki je naš osrednji gost, ansambel oziroma kvintet Dori, ki je dobil ime po znanemu župniku Doriju, ki sedaj živi v Berlinu in tam tudi svoje farane lepo nagovarja. Drugače je bil pa včasih v Šentrupertu nad Laškem. Avto moj ne ve, to je skladbica, ki so jo ansambel Dori leta 2000 zaigrali na Polki Valček in z njo tudi zmagali. Zato veselo ansambel oziroma kvintet Dori. Vedno me takoj uboga, policaj pa na cesti je nadloga. Hoče le, da kot polž bi se premikal, vodo pil in kot reks privezan bil. Pa oba z avtom sva preveč ga pila, noga je premočno na plin stopila. Ko domov kmalu sliko sva dobila, pa so šle rakom žvižge točke vse. Avto moj ne ve, kaj je prav, kaj ne, zdaj v garaži čaka me, jaz bicikl vozim se. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šikrarja spet ne izgubim. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šikrarja spet ne izgubim. Glava se mi na zraku je zbistrila, kazen pa me je nekaj naučila. Da lahko se počasi daleč pride, avto moj pa se strinjal bo z menoj. Avto moj ne ve, kaj je prav, kaj ne, zdaj v garaži čaka me, jaz bicikl vozim se. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šikrarja spet ne izgubim. Se popeljem z njim, kot se šikrarja spet ne izgubim. Ja, takole je zazvenela tista zmagovana iz leta 2000. Sedaj pa stopim do Borisa Razborška, ki nam bo povedal kaj več o vaši glasbeni poti. Lep pozdrav in dobro večer. Lep pozdrav tebi in seveda vsem gledalcem televizije Celje. Hvala, da ste se odzvali, ker vem, da ste iz različnih koncev, ne? Vi ste trije bratje, kolikor vem, ne? Ja, če na hitro predstavim, torej pač Primož, Marko in jaz smo trije bratje, prihajamo iz Brodnic, blizu Rimskih Toplic. Potem je Anti Gubenšek, ki prihaja iz Slivnice oziroma zdaj je iz nove občine Dobje pri Planini. In pa Boštjan Per, ki prihaja iz Mengša. Iz Mengša, ja. Najdlje je imel za pripeljati se danes. Ja. Ja, pa ti, ja, čakaj malo, Boris, tudi ti si za Gorenjske? Tudi jaz se vozim, tudi malo dlje, ja. Se voziš, ne? Ampak vedno z veseljem v domače kraje. Tako je, avto moj ne ve. Ja, avto moj ne ve. To skladbico vam je napisal Bojan Zeme.
Torej, Kvintet Dori smo začeli nekako uradno delovati v letu 1995 in leta 2000 smo se prijavili na Polka Valček in tako, ja, Bojan Zeme in Vera Šolinc je bil vsa te polke, ki je postala pač polka leta 2000. In takoj se je tudi prijela na radijskih postajah in tudi na kakšni televiziji. Ja, zdaj po 23 letih moram reči, da jo še vedno igramo. Tudi večkrat poprašajo za njo, tudi jo še slišati na radijskih postajah in ja, zanimivo. Povej, Boris, Kvintet Dori je zelo velikokrat šel tudi čez mejo, igrati za Slovence v tujini ali tudi za kakšne druge goste. Je tako? Ja, prepotovali smo kar lep del sveta, bi lahko rekel, bili smo v Kanadi, Evrope kar precej, Švica, Nemčija, Nizozemska, Avstrija, Hrvaška, recimo Švedska. To so take destinacije, recimo, pa verjetno sem tudi izpustil Italija, prav gotovo, pač Južna Tirolska. Ja, tako da je bilo kar precej kilometrov za nami. Berlin, še greste kaj v Berlin? V Berlinu smo bili zelo velikokrat pri našem Doriju, moram reči, da nekaj časa skoraj vsako leto. Zdaj pa ta populacija, ki živi tam, Slovencev se malo starajo, ni več toliko veselic in tega. Nekaj jih je šlo domov v Slovenijo. Precej jih je prišlo pa domov, ja. Ja, poznam nekaj teh Slovencev tule, tudi iz okolice Celja. Tako je. A je res gospod župnik Dori bil majčkeno kriv za tole vaše ime? Ja, torej, vsi, ki so ga poznali ali ki smo ga poznali, on je imel zelo veliko krstov, porok in vedno rabo neke muzikante in mi smo kar velikrat tam igrali. No, in tako, da je prišlo v bistvu tako daleč, da so že ljudje govorili, pa svoje fante s seboj pripelj in potem je bilo enega lepega dne dobrodelni koncert, na katerem smo tudi mi igrali. Morali smo imeti neko ime in smo si nadali pač ime Ansambel Dori takrat, ja. Super, super. In tistega leta tudi, mislim, da Dori odšel v Nemčijo. Tako, prav kmalu potem bilo, to je leto 95, ja, avgusta. In kmalu je poklical Kvintet Dori, da pokaže v Berlinu, kaj je dobra glasba. Tako, Martinovanje še v tistem letu smo igrali gor, ja. Vidiš, kak smo, točno to. Odlično, naslednji valček, ki ga ste zaigrali, bi pa jaz poklonil eni naši zvesti gledalki, ki vedno gleda tu nekje iz Savinjske, pri Žalcu je doma, to je teta Marica, jo kličejo in jaz vem, da bo zelo vesela in se zelo mogoče sedaj zavrtela. Kvintet Dori. Boš vedno le sameval, pojdi fant moj po dekleta, ptiček vsak si gnezdo spleta, spleti si ga tudi ti, a ne zbiraj po lepoti, vitkem stasu, lepi doti, le zvestobi in dobroti, vodi jaz pa nisem več sam, svojo ljubco imam, zdaj živeti brez nje več ne znam. Ljubim in ljubljen sem, pa še to vam povem, da zdaj po nevesto grem. Ljubim in ljubljen sem, pa še to vam povem, da zdaj po nevesto grem. S kom delil vse dneve sreče, če imel bi prazen dom.
poročni dan bo zate, lep spomin na čase zlate, ko povabil si na svate, še z nevisto pred oltar. Sreča v dvoje, krasi skupne najine dni, domek moj poln je cvetja luči. Kar je združil oltar, naj nikoli nikdar ne loči nobena stvar. Kar je združil oltar, naj nikoli nikdar ne loči nobena stvar. Jaz upam, da se je teta Marica zavrtela ob tem lepem romantičnem valčku. Sedaj pa stopim do brata, ki igra na klarinet. On je najbolj resen član tega ansambla, čisto pri miru vedno stoji in se ne premika, da ne bi izgubil klarinet. Primož, pozdravljen. Lep dober večer. Malo sem te Ja, izpostavil. lepo si me upesnil. Lepo, ne? Zelo, zelo. Primož, ti si res neka maskota tega ansambla s tvojim, bi rekel, s tvojimi gibi in igranjem seveda, ne? Povej, to ti je prirojeno, ali si se posebej učil, ali si hodil v kakšno šolo, ali tečaj? Mi smo doma z Brodnic, tam gor šole ni, tako da to je čisto naravni pojav. Naravni pojav. Čisto naravni pojav. Odlično. Jaz vem, da si ti zelo priden, imaš veliko kmetijo, je res? Ja, zdaj počiva. Počiva. Ja, kadar te ni počiva. Kadar me ni. Ampak ti vedno moraš zjutraj nahraniti svoje živinco in pa zvečer, je tako? Ja, v bistvu zdaj, ko danes starša to poskrbita, da sta za zvečer, da sem lahko šel na vdajo, ne? Tako da zaenkrat že to kar skupaj. Hvala lepa, se jim Hvala, ja. zahvaljujemo. Tako da zaenkrat to lepo funkcionira. Ja, drugače pa skrbimo tam za 30 glav živine. Lepo, Približno. lepo. Fajn. Povej mi, tvoja žena, si Ja. poročen, ne? Sem. Vem, da si imel veliko poroko, Ja. sicer nisem bil povabljen, ampak nič hudega, ker je Ja, manjkalo prostora, se vem. Ne, več, bil nič placa bilo. dosti. Placa dosti. Vem, da si imel res poroko z polno glasbeniki, ne? Ja. To je bilo res. Ampak hotel sem nekaj drugega reči, tvoja žena tudi poje, tako? Ja, tudi ja, že 6 let pri Alpskem kvintetu. No, to sem hotel povedati, Ja. pri znamenitem Alpskem kvintetu. Tako. In vi ste komplet povezani tudi z Alpskim na več načinov. Ja. Žena poje pri Alpskem kvintetu, Tako, Boštjan je sin od znanega baritonista Janeza Pera. tako ja. Tako da Njihov pevec v najboljših letih alpskega, Oto Pestner, naš je z vami, producent. vaš Ja, producent, tako, pel z vami skladbe zdaj- pisal. In, ja, res. tako da zelo lepo, Smo čisto koreninjeni. super, super. No, tale, tvoj bratec na desni, ti si najmlajši verjetno, ne? Ja, Si najmlajši? nekdo mora biti. Ja, sigurno, ne. Tam sem prebral en podatek, da ste v Merano, pri Meranu, ne, dobili eno nagrado, 4. mesto, je tako? Ja, res je to. Kako bi rekli Nemci, špilt in majne Ja, auf meine trompete, ja. Tako. To je bila ena pesem, ki je tudi v Sloveniji bila narejena, Mama ne pojeti moje trobenta. In smo tudi prevedli v nemščino in takrat po nekem srečnem naključju tudi prišli res v finale tega Grand Prix, ker je bilo mislim nekje 20 skupin iz Nemčije, Avstrije, Švice, torej nemško govorečih držav. In takrat se je tako posrečilo, ja, da smo nekje dobili 4. mesto, ja, v Meranu. Čestitam, ker vsi Tirol ali Južna Italija oziroma Južna Tirolska, ne, tam je veliko dobrih ansamblov, ki gojijo to narodnozabavno glasbo. Seveda, katero so povzeli, lahko rečemo po naši Avsenikovi in Miheličevi Verjetno, glasbi, ja, Trioti, tako. Kvinteti. In zato so tam zelo dobri poznavalci te glasbe in pa tudi ocenjevalci. Absolutno. Je pa res, da tukaj je bilo zelo raznolika družba, no? Od tistih nemških šlagerjev do res teh obrkajn muzik, no, tako mešano vse je bilo. Ampak smo reči, da tako, sploh jaz tako gledam zdaj nazaj, takrat sem bil precej mlad, no, se niti vse ne spomnim. Tako da je dobro, da smo še kaj fotografirali takrat, da preko fotografij nekako vidiš, kje si sploh bil, pa kaj sploh bilo, no. Ko je rekel, predvsem mlad, ko je to? Če ste sami mladi, kaj se menite, fanti? No ja, Sami mladi ste. nekaj let mine od takrat, To no. pa je res, Ja, to ja, pa je no. res. Ni, sivih las še pa ni, to še boš pa počakal. Grem malo. počasi za bratoma, no. Res. Še eno strokovno vprašanje. Ste vsi glasbeno, torej vem, da Boris je
poučuje harmoniko, ne? Ja, v glasbeni Boris šoli najstarejši, Laško Radeče, najstarejši, ne? tako, Boris nam je kazal nama pot, on je oral ledino, mi da pa potem za njem, ne. Sta oba naredila verjetno za vajne inštrumente glasbeno Sva, šolo. ja. Sta. Nekako je bilo tako, da ko smo s kmetije prihajamo, je vedno ati rekel, ali boste vadili, ali boste pa delali, ne. Potem so pa Ja. velikrat izbrali tisto prvo, ne. Pa je že boljši iti meran pa špilati na trompeto. Tako, ne? ja, evo. Sigurno. Naslednjo polkico, ki jo boste zaigrali, bi pa jaz, Primož, poklonil staršem, ki sta tako pridna in pomagata Tako. na kmetiji, če se In strinjaš. Hvala njima, da so tistega večera naredila vse potrebno, da smo mi tle. Tako. In še mi smo veseli na tem veselu in na naši veselici na vasi. Kvintet Dori! Ko so skupaj fantje, se marsikaj zgodi. Če so muzikantje, krog njih se vse vrti. Plavšajo dekline na vsako roko tri, da domači pjebi zaškripajo zobmi. Zadnjič veselica gasilska je bila, vaška lepotica je z mano plesat šla. Moji muzikantje grdo so gledali, a domači pjebi so stiskali pesti. O Marija, zgubil sem klarinet, ko v grmovje sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bi bil škandal. Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Zdaj sem čisto priden, na odru le igram, vaške lepotice ne vzamem, sploh si am. Moji muzikantje me strogo pazijo, pravijo, da špilov zastojnskih dosti bo. Marija, zgubil sem klarinet, ko v grmovje sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bi bil škandal. Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Hej! Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Ojej! Vidite, tako je, ko Primož izgubi klarinet. Jaz upam, da ga bo kmalu zopet našel. Sedaj v naslednjem vačku, tam na gričku, se bo pa izkazal tudi njihov iz Mengša basist Boštjan Per, ki vam bo tole pesmico zapel kot solist in pravi, da sicer poje bolj bas, ampak danes pa kot solist. Boštjan, izvoli. Tam na gričku v naši vasi moja hišica stoji, samo striha ji še manjka, stene in pa temelji. Okna ji krasijo rože, z dimnika se dim suklja. Noč in dan moj dom mi greje, pečki ni zakurjena. Tam na gričku v naši vasi mi družinica živi, le da žene sploh še nimam, me globoko žalosti. Z
Smilijo se mi otroci, ker noben še ni rojen. Res da ni otrok pri hiši, je pa vsak lepo vzgojen. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom. Tam na Gričku imam kmetijo, njivo travnik jablano. Vsi sosedje slabo spijo, ker mi jo zavidajo. V hlevu imam pa tudi živino, eno kravco, ki ni bik. Žal je revica poginila, zdaj pa pasem le njen štrik. Na kmetiji imam kup strojev, enkrat več kot ničkrat 4. Ko brez nafte jih zalaufam, so pri miru kot hudir. A najboljši je moj traktor, je močan ko kamion. Ko ga potisnem dol po bregu, pa leti ko avion. Pri delu rad zapojem pesmi, ki jih sploh ne znam. Pa s prijatelji se pohecam, rad takrat, ko ni jih tam. Če pa kdaj me kdo obišče, ga bogato pogostim. Dam mu pit iz praznih sodov, a za jest od župce dim. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom. Hoj ladi, hoj ladi, hoj ladi, adi, adjom. Sem pa tja po širnem svetu, se potika dost ljudi. Hišice pa kot je moja, še nobeden vidu ni. Zato pa zdaj vse skupaj vabim, preden pesem se konča. Pridite me obiskat, ne boste siti, žejni pa. Kje si hišica domača, domek moj iz mladih dni. Kje mladost zdaj moja vaša, kam spomin na njo hiti. Se vrnil spet bil krajem, kjer sem srečen bil nekoč. Ko se vračal tihi noči, sem domov se vriskajo. Stari grad spet vabi me.
sam dolino, bil sem res nesrečen sin. Zdaj spomini spet hitijo, vas domačo sred planin. Kdaj se vrnil spet od tebi, domek moj, a še tedaj. Kje so dnevi moje sreče, ki sem žival jih nekdaj. Kje so dnevi moje sreče, ki sem žival jih nekdaj. Tako in zopet smo za našo okroglo mizo, ki v vsaki oddaji gosti nekoga, ki ima kar dolgo pot glasbeno za sabo. In nocoj smo povabili gospoda, ki je prejel že dva zelo taka priznanja, bi rekel človek, za življenjsko delo v kulturi. To je pevec, organizator Tone Gregorc. Lep dober večer. Lep dober večer. Hvala tebi in lep pozdrav vsem gledalcem televizije Celje. Tone, ravno smo gledali en spot, kjer družina Gregorc poje. Torej, danes so vsi pred televizijo, razen tebe. Ja, Ti si pa na televiziji. Drži, so informirani, da bom tle. Odlično. Tone, jaz se tebe spomnim še, ko sem bil še čisto mlad, ko sem že igral na harmoniko na Frankolovem, ne? In ste bili kvartet Frankolovčani, je bilo res? Ja, res. In ste prepevali tudi v eni zidanci gor, v Čerečnicah. Ja, ja. In smo tudi skupaj takrat, jaz sem se še malo tresel, ampak celo skupaj zapeli in zigrali. Ja. Povej našim gledalkam in gledalcem, kakšni so bili tvoji pevski začetki? Ja, vse skupaj se je začelo že kar kmalu. V osnovni šoli Moči, nekje v 2. razredu, so mi dali v roke puško oziroma mitraljes, imitacija. Ni bil pravi in sem moral zapeti eno partizansko pesem na melodijo Zakrivljeno palico v roki. Ampak besedilo je bilo nabasano puško v roki, s pištolo in bombo za pas. Ja, in to je bil moj začetek nekje. Nadaljevalo se je pa v cerkvenem zboru. Moja starša sta bila oba cerkvena pevca in dramska igralca. In vseh 5 bratov in sestra smo morali hoditi na kor, pa peti. Zelo lepo. Jaz bom predlagal sedaj, da režija pokaže nekaj tvojih fotografij, ki smo jih potegnili iz naftalina. Ja. Nekaj črno-belih. Mi bomo malčkim pokomentirala, kje vse si ti to prepeval zraven, tudi zraven ansamblov, Ja, tudi. pa pevskih zborov, takih eminentnih, pa na koncu danes družina Gregorc. Ja. Zelo lepo. Nimamo fotografij. Bomo počakali, malčkam kasneje. Ja. Kateri ansambl je bil tisti prvi, s katerim si prepeval? Je bil to Tone Videc? Ne. Ne? Prvi ansambl je bil ansambl Trio, Leona Podlinška. Tega Ja, poznam. ga poznaš, ne? Pianist. To je bilo, predno sem šel v JLA. Z mojim bratom smo na oddaji Pokaži, kaj znaš, ki je bila v Vojniku, smo dobila prvo nagrado in Leon nas je tam videl in naj jo je povabil kot pevca, kot duet. In do armije, tam do leta 1963, smo prepevala celo vsako soboto na vrtu pri Kopru.
Tam je bila vedno muzika. Ja, to se je začelo tako, ne. Potem je bila armija, tudi tam smo imeli ansambl po vzoru Avsenikov, to so bili fantje iz cele Slovenije in jaz sem pel kot solist. Nastopali smo pa v domu JLA v Zagrebu, občasno, ne. To je bilo veliko priznanje za slovensko muziko, tako da jaz sem bil zelo ponosen. Ja, tako, ne. Zaenkrat toliko. Ne. Ja. No, potem pa, kolikor vem, si prepeval tudi z ansamblom Toneta Videca, Ja. pa še, mislim, da za celo Vikija Ašiča, Ja, tudi, ja. pa z mlajšim Vikijem Ašičem ste tudi prepevali. Tudi na festivalu v Ptuju. Tako, še s kom? Ja, z Borisom Terglavom. Ki je že bil tudi za tem stolom. Leta 70 smo posneli prvo long play ploščo z Borisom Terglavom kot kvartet Vasovalci. Kvartet Vasovalci smo ustanovili leta 1964 po mojem prihodu iz vojske in smo se odločili, da gremo v Ljubljano, kjer so se odvijale oddaje Pokaži, kaj znaš. Organiziral jih je pa Boris Kovačič. In on nas je na neki prireditvi slišal in nas je tja povabil, ker mi nismo imeli spremljevalnega ansambla, je on organiziral poklicne glasbenike in mi smo zapeli 2 pesmi od Rudija Brdorferja in dobili prvo nagrado občinstva v Slovenski filharmoniji, se je to odvijalo. In zanimivo, takrat so tudi pele tam Alenka Pinterič, Jožica Svete, one so dobili od strokovne komisije, mi pa od občinstva, prvo nagrado. Odlično. To je bil začetek. Ne? Ja. Kdaj so se pa ustanovili potem Frankolovčani, torej kvartet Frankolovčani? Ja, Frankolovčani, jaz sem pel to je bil kvartet Vasovalci. Najprej. Ja, tako. Mi smo peli tam nekje do leta 70, ampak jaz sem že medčasno leta 68 začel peti pri Frankolovčani, ker to so bili naši domači fantje tudi, ne. In z njimi moj prvi nastop z njimi je bil v Slovenskih Konjicah, se še zdaj spomnim. Kot mladi fantje smo tam zapeli nekaj ljudskih pesmi, ampak tudi nekaj ob spremljavi trija, ki ga je vodil Jure Zdovc, oče od znanega košarkarja. Tako, ki je napisal tudi skladbo Konjiški valček. Konjiški valček, tako, ja. Ja, potem pa smo kot Frankolovčani sodelovali nas je povabil Viki Ašič, z njim smo posneli 2 long play plošči in potem nastopili z njim na Števerjanskem festivalu in v Ptuju, mislim, da 2-krat ali 3-krat, vedno smo se plasirali v finale in tudi Zlatega Orfeja imam od tam, ne. In z sinom tudi na festivalu. Samo to je bilo malo kasneje. Ja, je že bila barvna fotografija. Je že bilo barvna. Ni bila več črno-bela, ne? Ne. Torej, Tone, vidim, da si imel kar bogato tvojo pevsko kariero, Ja. torej začetki po tem ansamblu in to. Predno ste potem začeli delovati tudi kot družina, ampak o družini Gregorc bomo v drugem delu spregovorila, ker imamo kar nekaj za povedati. Ja. Pa tudi še o eni prireditvi, kjer si glavni soorganizator, torej Ostanimo prijatelji, ki bo tudi letos verjetno. Je v planu verjetno? Je? Tako, Je. ja. Tako, v drugem delu bomo pokazali še nekaj fotografij in spregovorila o družini Gregorc, ki smo jo že videli na videospotu, in še kaj si bomo izmislila, če ne bomo vedela. Ja, nekaj bo, resnice. Tako. Dragi gledalke in gledalci, kmalu se zopet vidimo.
domače. Izletniška kmetija Mirnik. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Iz prekmurskih ravnic, iz dežele bograča in sladkih gibanic. Pravijo, da je otožna duša prekmurska, a nikdar ne manjka nam veselja prav.
ustih naj požene melodija ta. V njej za vsakogar je košček mojega srca. Z njo veselje trosim, vabim vas na ples. Naj nihče ne bo pri miru, zdaj ko gre za res. Naj se pleše, naj se poje, vsak naj se znori, naj zaradi pesmi moje nihče ne obsedi. Od večera pa do zore bom za vas igral, glasbo svojo vam pošiljal, prekmurski pozdrav. Jer prav vsako leto štorklje gnezdijo, se pšenica sveti v soncu kot zlato. Tam rodila se je pesem moja le za vas, da bi krajšala vam ure, lepšala vam čas. Naj se pleše, naj se poje, vsak naj se znori, naj zaradi pesmi moje nihče ne obsedi. Od večera pa do zore bom za vas igral, glasbo svojo vam pošiljal, prekmurski pozdrav. Naj se pleše, naj se poje, vsak naj se znori, naj zaradi pesmi moje nihče ne obsedi. Od večera pa do zore bom za vas igral, glasbo svojo vam pošiljal, prekmurski pozdrav. Glasbo svojo vam pošiljal, prekmurski pozdrav. Takole, poslali smo vam en prekmurski pozdrav. Mark Tivadar je bil tole in tudi majčkeno živahnejši ritem, malo na disko. Mark, lepo pozdravljen, gremo na tvojo desno stran. Dober večer. Kak bi rekli Prekmurci? Dober večer. Dober večer. Dober večer. Čisto normalno. Čisto normalno. Ja. Prihajaš iz? Iz okolice Murska Sobota, prav rečeno iz Bakovec, Bakovci. Aha, Bakovci. Tako. Najprej, prinesel si tule zraven 3 CD-je in tole razglednico, ki jo bom malčkaj pokazala, tole razglednico. In te 3 CD-je smo rekla, bi mi danes kaj podelila za nagrado. Zato prosim režijo, če nam lahko izpiše telefonsko številko, pa če kdo pokliče, seveda kaj povpraša, lahko dobi CD. CD, tako. Tule pa gledam, na enem od CD-ju piše, danes se bom veselil. Danes se bom veselil, ja. Na drugem CD-ju piše disk in harmonika. Disk in harmonika. Disk in harmonika in? In pa mini bikini. Jo, to pa vidim, to je pa nekako bolj poletno na plaži. Na plaži, žoga. tako. Super. Mark, povej, kje vse nastopaš? Nastopam v Sloveniji, po celotni Sloveniji, lahko povem, lahko tudi v Švici. V Švici tudi nastopam velikokrat z bendom. Krasno. To pa je doživetje, doživetje, res super, enkrat. Kako sprejemajo Švicarji to glasbo? Zelo dobro. Plešejo radi, ja. Ampak če pa kaj po prekmursko rečeš, te pa ne razumejo. Te pa ne razumejo. Še mi ne, še v Celju ne razumemo. Vem, da te vedno spremlja, kjerkoli je možno tvoj dedek, je tako? Je tako, ja. Tudi danes je prišel s tabo, smo veseli. Vsaka čas. Ja, mu pomahamo takole. Sicer povej, si delal glasbeno šolo za harmoniko? Ne, samouk. Samouk si? Tako. In tako dobro igraš? Ne poznam. Ne poznaš not? Ne. Torej, če bi se zdaj začel učiti, te lahko samo zmede, ne? Tako, ja. Te lahko zmede. Boš, da nadaljuješ, tako bo si začel, ne? Res, ja. Super. Če imamo kakšen telefon, če nimamo še, ok. CD še imamo tlele. Povej,
nastopaš sam ali tudi s kakšno skupino? Ja, z očetom velikokrat. On igra kitaro, bas kitaro. Super. Jaz klaviature, harmoniko. Ja, posnela smo tudi duet z sestro, Melanie Tivada. Kaj bi drug brez drugega. Tako da, ja, je veliko tega, ja. Družinska familija, ki se ukvarja z glasbo. Imate to v krvi? V krvi, ja. Že od nekdaj. Ja, se Prekmurje je znano po dobrih glasbenikih. Ja, pa po gibanci. Ja, to prekmurski. Ja, več pa ni pravijo. Še na Dotorjani prišla celo Dotorjan. Dotorjan, ja. Še ravno na Dotorjaneh lahko dobiš prekmursko gibanco. Zanimivo. Povej, Zale, ko bo pustovanje, boš kaj nastopal? Ja, glih v soboto manj termin. Imaš? Manj. Se kaj našimiš? Mislim, da ne. Ja, mačka. Da te malo našminkajo, saj, ali kaj? Ja, to je pa. Super. Naslednjo pesmico nam boš zopet zaigral sam. Tako. Kako je nastal te? Danes se bom veselil. A to je ta, iz tega CD-ja. Tako je. Danes se bom veselil. Mark Tivadar, izvoli. Hvala lepo. Plačo dobil, pa bom s prijatelji pil. Lepo je, ko evre v žepu imam, priznam, da toliko jih nima vsak dan, zato bom užival s prijatelji zdaj. Kelarca hitro še rundo nam daj. O ja, danes pa bom se veselil, se veselil, se veselil. O ja, danes zopet sem plačo dobil, pa bom s prijatelji pil. Plačo dobil, pa bom s prijatelji pil. Lepo je v žepu imeti denar, a jaz ga nimam ves mesecnih dan. Se hitro odide pa kaj, kelarca hitro še rundo nam da. O ja, danes pa bom se veselil, se veselil, se veselil. O ja, danes zopet sem plačo dobil, pa bom s prijatelji pil. Laj, 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 laj. Jaz tudi. Imam celite rad, jaz imam patato, srčno napato. Imam ljubce rad. Ne boš ti meni zizike majal, ne boš ti meni zizike majal, ne boš ti meni zizike majal, ne boš per meni spal. In not ga dal. Ne, v glavnem, Mihač, veš, jaz imam ženske tako ali tako že od nekdaj rad, ne. To pa zaradi tega, ker jaz sem bil vzgojen tak, veš. Mene je mama stalno govorila, otroc, rad se imejte, ljubiste se med sabo, ne se črtet pa kregat in
tega se je mene prijel, veš. Samo tem tako poveda, ko je prav, pa ko ni prav, se še pa nič ne ve, ko lahko pri ženski, pa ali moraš biti prej poročen, ali ne smeš biti, pa se veš tak. Jaz takrat, ko še nisem bil, ko sem še bil ledik, sem šel v župnike, veš. Ja. Sem šel v župnike, rekel, gospod župnik, eno mlado sem gledal, tako kratko kiklica je imela, pa sem tako kar gledal, malo zajel, pa to mi je bilo tako fajn. Je rekel, gospod župnik, se to ni neki tak hudi greh, mislim, sploh bomo rekli, da to ni greh, če Ja, veš. Mi je rekel župnik, ne, je dobro, se rekel samo, veste, potem me pa to mačkam tako zamikalo, ko sem to gledal, sem pa prišel domov, sem si pa takoj pornič naštimal. Župnik je tako malo študiral, je rekel, rečemo, da to tudi ni neki greh, če si pornič gleda, naj bo, pustma, je rekel župnik. Jaz sem rekel, dobro, pa če to mi vsi reče, da to neki grehi, pa da so grehi, pa greh, če takole gledaš, pa to sem rekel, ko pa pult, jaz ne smem gledati. Je rekel župnik, švasaja, ni fajn, da gledaš, da ti ne bi oči, kaj se veš, švasaja, najbolj škodljivo za oči. Se strinjam, veš, strinjam, ja. Sej, lej, to je tak, neko si rekel, kaj je prav, pa kaj ni prav, to je odvisno tudi od babnice, veš. Ja, tako. Nikdar res ne veš, kdaj jo, kdaj nje, jele. Per moj je večina ne, veš. Je večina ne. Tudi če je fajn, tudi če je kaj fajn, je ona ne, samo da je kontra. Ti že takoj nakaže, da ne. Samo da je kontra, tak, ker je to fajn, da je ona kontra, veš. Ja, lej, nikoli ne veš, veš, zdaj, lej, če si prenago, čas ne velja. Če si prežnutal, spet ne velja. Tako da, težko je v trofi tist prav o ne. Jaz vem tudi za enega, je tudi bil pri spovedi, pa mu je rekel župnik, sin moj, si kaj grešil te zadnje čase? Ja, sem je rekel, gospod, sem grešil. Prav, kaj pa je bilo? Je rekel, vete, da me je undan ena ustavila taka blondinka, dolge lase je imela, dolge noge, pa čist kratko kiklico tako je imela, skvar ničin kriti, van kazala. Je rekel župnik, no in kaj potem? Ja, pol me je pa prašala, če bi jo lahko jaz pjelo domov. Ja, in? In sem rekel, da lahko, ker grem jaz glihtaj v tist kvenc tudi. Ja, prav župnik, kaj pa se je poje zgodil? Ja, pol s njo pa jaz lepo tak pjelo domov, pol pa vete, ko smo bila tak že čist doma, pred hišo jeni, je pa ona rekla, da jo ne dam ven iz avta. In prav, kaj pa pol? Ja, in s njo dal jaz ven iz avta, pa je šla domov. O, svete nebese, je rekel, lej, takle sem zmenila. 3 oče naše, 3 zdrave Marije, pa 2 zvrhana, a jim prav vede bo spil. I Jezus Gospod je rekel, čujte, kdo pa lahko spi, je 2, a jim prav vede. Je rekel, čisto vsak v vasu. Pevka Andreja. Ja, mi smo začeli že pogovor, predno so se kamere vključile, tako da lep dober večer še. Dober večer. Tebi, Andreja. Tebi. Ki prihajaš z našim osrednjim gostom, tlele Markom. Vidva sta posnela eno skladbico skupaj. Tako. Mogoče 2 besedi v tej pesmi. Mark me je povabil. Jaz sem tale Krivec. A ti si Krivec? Ja, jaz sem povabil k sodelovanju in smo posneli skupaj z Veseljak TV videospot. To je bilo 3 leta nazaj. 3 leta nazaj je bilo, ne je bilo mogoče. To pomeni, da se da ta videospot videti na YouTubeu. Ne, na YouTubeu, seveda. Naslov skladbice pa je, reci, da me... Ker me ljubiš. Ker me ljubiš, tako. Mi se imamo vsi radi. Ja, normalno. Se vidva ljubita glasbeno, mislim. Glasbeno prijateljstvo. Odlično. Glasba združuje ljudi in osrečuje ljudi. Srečuje, ja. Zato je lepo. Jaz upam, da boste še kakšno posnela in še kakšen spot. Čakam, da bo Mark spet. Ja, ko se bo Mark vrnil s turneje po Švici ali kje, in bo zopet poklical Andrejo, da ima kaj novega. Ja, duet, gremo. Super. V akcijo. Jaz pa vabim, da zapojete vsem gledalkam in gledalcem Veselice na vasi, ker me ljubiš. Včasih
Težko je, a vendar se vedno zavem, da druge ženske več niti pogledat ne smem. Mnogo je moških, ki gledajo za menoj, a ne zanimajo me, ker sem srečna s teboj. Ker me ljubiš, ker te ljubim, vedno znova te poljubim in razvajam, spet osvajam, naj kot plamen gori, naj ljubezen živi. Neskončno ljubim te, nikomu tebe jaz se zdaj več ne dam. Ljubezen naj vse, vse kar jaz imam. Druge me gledajo, jaz pa umikam pogled. Drugi osvajajo me, a sem hladna kot led. Bivše ljubezni me kličejo, toda zaman. Mnogi poljubov me prosijo, a jih ne dam. Ker me ljubiš, ker te ljubim, vedno znova te poljubim in razvajam, spet osvajam, naj kot plamen gori, naj ljubezen živi. Neskončno ljubim te, nikomu tebe jaz se zdaj več ne dam. Ljubezen naj vse, vse kar jaz imam. Ker me ljubiš, ker te ljubim, vedno znova te poljubim in razvajam, spet osvajam, naj kot plamen gori, naj ljubezen živi. Ljubezen naj ne more nama vzeti več nihče. Ker vem, da noro ljubiš me in jaz ljubim te. Ker me ljubiš.
ščipički zapel. Šeben kratki spritrat, pa za očica. Spet bukovju poslušal radni ptica. Tja skoz gost, tja pod urš, v rodne Gorice. Popeljal bi domov svoje dekle. Tako zopet smo videli družino Gregorc, kako lepo prepeva stare, lepe pesmi, ki so bile napisane izpod peresa Jakoba Metoda. Tako, vašega sokrajana. Ja, in našega bratranca. Tako, v onem prvem videospotu smo videli celo, mislim, da neko rojstno hišo. Ja, tam, ko je bila rojena moja mama in od Metodova mama. Kako se reče temu kraju gor nad Frankolovem? To je dol pod Gojko. Pod Gojko. Prazoran se reče po domač. Tako, tako. Sedaj pa režija, jaz mislim, da ima pripravljene fotografije, pa jih mogoče na hitro majčkeno pokomentiramo. Predno gremo na tisti drugi del tone, kjer pa seveda je družina Gregorc tista najbolj pomembna, ki sedaj tudi prepeva. Ja, to je naš cerkveni pevski zbor, kjer sem začel kot 15 let star fant prepevati. Se te ne najdemo, če te bi iskali. Ja. Gremo naprej na drugo fotografijo. Z desne strani. Z desne strani si bil kiklica, ne? Ne, si bil hlače? Si že imel hlače takrat? Ja, sem že imel, ja. Super. A to je pa kvartet? To je prvi sestav kvarteta Frankolovčani. A, Frankolovčani? Ja. Super, super. Črno-bele obleke in pa črno-bela slika. To so pa Vasovalci. Ja. To ti si iz leve tam, ne? Jaz sem gor, ja. To si imel naravno tako skravžane lase? Ja, ne vem. Ne veš, ne? Fej so me lesali. Takrat še ni bilo viklerjev, po moje, ha? Gremo naprej. A, to je pa že ansambl? To je ansambl Borisa Trglava. To ste v enim vinogradu slikani? Ja, pri Borisovem vinogradu, ja. O, super. Pod Vinu. Pri Šempetru. Odlično. Ja, to je pa ansambl Toneta Videca. Aha, sam povej mi, ja. Smo veliko koncertirali. Po 3 koncerte smo imeli na nedeljo. A je na desni strani na klarinetu Edi Fidler mogoče? Ne. Ne? Ne, to je Jože mu je bilo ime. Nič hudega. Na hitro mi je pa tu Jakob Metod, zraven. Zraven, prepeval, ja, smo v duetu pela. Ja. Super. Gremo naprej. O, to pa že Viki Jašiš mlajši. To je bil pa posnetek nekje iz leta 84 verjetno, ja. Na Ptujskem festivalu smo se slikali. Ja. Super, super. To je pa, to ste že pa na televiziji. To smo gostovali v Sarajevu na festival Ilića. To je bil festival narodne glasbe cele Jugoslavije. In mi smo predstavljali Slovenijo. Super, super. Ja. In to je posnetek iz televizije. Ja, to je prava televizija. Ja, prava televizija, ja. Super, super. To je bilo kar čast, ne, zastopati Slovenijo. Ja. To je pa poleti na morju. Bratje Gregorc, ki smo začeli nekje v letu 90 prepevati. Čisto na levi je pa že Leon zraven. Je že Leon, ja. Leona smo kot bariton potegnili zraven. Super, lepo. Nečak moj. Aha. Ja, to je pa zdajšnja družina. To je pa ta slika, razširjena. Ja, to so pa zdaj že vnuki zraven, ne? So že vnuki zraven, pa moj sin poje zraven, pa tudi brat, edini brat še živeči. Joži, ne? Joži, ja. Lepo jih pozdravimo, vse družino Gregorc, ki nas verjetno tudi gledajo. Tone, kje kaj nastopate, družina Gregorc? Vem, da nastopate po raznih kulturnih prireditvah, raznih društev. Ja, na srečanju družin, se pravi Andraž, potem je
Kobilje pri Lendavi, tam gostujemo skoraj vsako leto v decembru, to je tudi srečanje družin, pa Mozirje, okrog 1. maja. Tam smo vedno povabljeni. Letos smo pa bili celo na regijskem srečanju, smo dobili posebno povabilo v Solčavo. Aha, tudi Savinjska dolina. Tam je bilo ogromno, mislim, enih 15 družin je nastopalo. Tako, ja. Lepo. Sicer pa tudi vsi člani družine Gregorc, ali vsaj večinoma, prepevate tudi v zboru, moškem zboru, na Frankolovem, moškem ki je zboru. izredno močan po zelo. številčnosti in tudi po glasovih. In tudi po glasovih, pa tudi mladih pevcev imamo. Sedaj imamo 6 pevcev, ki so izpod 20 let. Zanimivo. Ja. Jaz sem pa med te starejšimi. Nad 25, ne? Ja, tako. Ja. Tone, vaš zbor je skoraj vsako leto šel na kakšno dolgo pot ali turnejo. Ja. Bili ste tudi v Ameriki, je tako? Ja, tako. Leta 2008 smo gostovali v Ameriki pri naših zdomcih, v Kanadi in v ZDA. To je bila 12-dnevna turneja, nepozabno. Res. Nepozabno, ne? Ja, to pa. Sploh za tiste, ko ste šli, ali pa so šli prvič na avion. Ja, tako, ja. Ali pa nekje res daleč od doma, ne? Ponavadi do Jadranske. Pa še taka dolga pot je bila iz Dunaja preko Švedske čez Grenlandijo v Toronto. S čem ste pa šli? Z avionom. Z avionom, ja. Ne, smisel, da je bila dolga pot, da ste šli s kakšnim vlakom, avtobusom, ladjo. 9 ur, ja. 9 ur, ja, je kar dolga, ja. Letos pa gremo v novembru v Argentino. Imamo vabilo, že imamo karte. To bi bili mogli realizirati v letu 2019, pa zaradi korone smo mogli odpovedati gostovanje. Ja, moram še pa tudi povedati, da se ne bi kaj zamiral. Jaz sem 26 let pel pri Komornem moškem zboru Celje. Sem tudi ogromno smo gostovali, pa tam so bila pa tekmovanja. Tekmovanja od Anglije, potem Poljska, Bolgarija, doživetja. Kako je bogata naša Slovenija za glasbo? Ja, res. Ja. To je neverjetno. Ja. Mogoče še 2-3 besede rečeva o vaši prireditvi na Frankolovem, kjer si ti glavni organizator za ansamble. Ja. Ostanimo prijatelji. Tudi letos bo? Ja, tudi bo. Sicer smo malo menjali koncept, tako da do 28. oziroma do 30. prireditve je potekala prireditev v kulturni dvorani. Zdaj trenutno ni v funkciji ta dvorana, zato smo tudi že 2-krat gostovali v Vojniku. Lansko leto, ki je bila 31. prireditev že, smo pa pod šotorom izvedli to prireditev malo s spremenjenim konceptom, 7 gostujočih ansamblov in potem kot gost, ki igra veselico naprej. In se je tudi izgleda, da se je prijelo, ker je to v juniju. Še ni dopustov. Tako, 10. junij, se pravi prvi del junija in letos bo spet prireditev 10. junija. Tako da vsi lepo vabljeni, tisti, ki nas gledate, bo zanimivo. Ja, bo zanimivo, tako da res lepo povabljeni. Tako, mogoče še kakšen teden prej se dobimo na naši veselici in povemo, kdo vse bo nastopil. Ja, tako, ja. Da bodo ljudje imeli čistopis. Običajno je 7 ansamblov, potem je pa gost, ki igra veselico. Odlično. Tone, jaz se zahvaljujem za obisk, da si prišel na našo veselico na vasi, povedal tvojo zgodbo glasbeno, ki je zelo lepa, dolga, široka. Seveda, kot vsakemu povem, želim zdravja predvsem in tudi, da bi še dolgo glas služil, prepeval, organiziral to prireditev in se skupaj z Frankolčani poveselil letos v Argentini. Jaz se pa zahvaljujem za vabilo. Hvala lepa in kmalu se vrnemo z kvintetom Dori.
domače. Izletniška kmetija Mirnik. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Ustnice rdeče rad poljubil bi nocoj, vabijo me hrepeneče in igrajo se z menoj. Tvoje ustnice rdeče nežno se približajo, danes nimaš prave sreče, tiho mi šepečejo. Zakaj drhtiš, se me bojiš, ljubiti te mi ne pustiš in ustnice od vrtnice za
približam se, le smejiš, z očmi loviš, zavajaš me, da si želiš, ko ujamem te, izmikaš se, si res prebrisano dekle. Ustnice rdeče nežno se ponujajo, a že jutro mi poreče, da le sanjal sem samo. Tvoje ustnice rdeče so ostala željale, daj lahko jih bom poljubil, še ciganka to ne ve. Zakaj drhtiš, se ne bojiš, ljubiti te mi ne pustiš, in ustnice kot vrtnice zapiraš, če približam se, le smejiš, z očmi loviš, zavajaš me, da si želiš, ko ujamem te, izmikaš se, si res prebrisano dekle. Ko ujamem te, izmikaš se, si res prebrisano dekle. Takole, sedaj bom pa stopil še do kitarista Kvinteta Dori, ki, kolikor vem, zelo rad povezuje tudi program, kadar igrajo. Je tako uglajen gospod na kitari, Anti Govešek. Pozdravljen. Zdravo, dober večer. Torej, stopil bom takole med ritem sekcijo. Torej, Boštjan, pridi bliže, nič se ne boj. Boštjan pravi, neč mene spraševati, se bom kar jaz povedal. Anti, ti si glavni govorec na odrih za vaš ansambl. No, niti ne, ampak imamo pa vsi kaj zapovedati. Verjamem, ampak ti si tisti, ki pozdraviš, tako lepo je to. Potem pa seveda Primož Mačken, kadar zgubi klarinet, ga ni, potem pride nazaj, kako je to? Ja, to se vedno nekaj dogaja. Vedno se nekaj dogaja, v bistvu je vedno pestro. In mislimo pa, da je tudi sicer v glasbi veliko lahko poveš, ampak včasih pa treba tudi s kako besedo še kaj dodati, da bi lažje razumeli in da lahko bliže predstavimo tisto, kar včasih mislimo. Seveda smo včasih nagajivi, velikokrat smo pa veseli in dobre volje in to radi prenašamo tudi na ljudi. Zelo lepo. Jaz vem, da vas imajo ljudje zelo radi, ker ste srčni. Je res? Ja, to zagotovo drži, to tudi sam veš, kako je. V glasbi je že tako, da pravzaprav mora priti srca, drugače ne može biti iskren in če se pretvarjaš, to publika tudi kmalu opazi in ne deluje. In začuti. Tako da srce je vedno tisto, kar šteje. In to je naslov tudi naslednjega. Ja, to se je pa res posrečilo, to pa drži. A ti nisem povedal, da si ti tisti uglajeni gospod na kitari, ki tako lepo povezuje. Hvala za kompliment. Ja, kako si lepo povedal, poglej. Sedaj pa še dve besedi prijatelja na basu, Boštjan. Ti si sin znanega baritonista Janeza Pera. Zanima me samo nekaj. Ko si bil čisto majhen in že oče igral, si se nekako sam odločil potem za ta bariton, da bi ga igral, ali te je oče spodbujal? Kako je bilo s tem? V bistvu imam starejšega brata in on ima tudi narodno zabavno glasbo, igra klarinet. Bratranci igra trobento, mlajši brat igra kitaro in je rekel, rabimo bariton. Tako da sem se v bistvu zaradi tega odločil za bariton. Ne zaradi tega, ker bi mogel. Pol kasneje smo pa tudi v bistvu v Mengšu je kar močna godba in vse ti inštrumenti rabijo, zato sem se pa po to odločil in mi ni žal. Ate Janez je ponosen, verjetno. Da greš po njegovih. To bi bilo pa treba njega vprašati. Jaz upam, da ga tudi njega dobimo v našo oddajo in njega osebno poprašamo. Probajmo. Poskusimo. No, tako je. Srce je tisto, ki šteje. Kvintet Dori. Ljubezen je
je igra besed, ki včasih so presladke, če niso iskrene, ostala bo sled romantike prekratke. Ljubezen se gleda z očmi, čeprav spregledajo rade, brezmejno globino lahkotnih pasti, ker so morda premlade. Srce je tisto, kar šteje, srca se prevarat ne da, ko pride ta prava, utripa hitreje in skoči do neba. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojeva za čustva najlepše ideje in novo upanje. Najlepša je stvar, če v srcu je iskrena, če je od nekoga poslana v dar, prižge se iskra njena. Srce je tisto, kar šteje, srca se prevarat ne da, ko pride ta prava, utripa hitreje in skoči do neba. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojeva za čustva najlepše ideje in novo upanje. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojeva za čustva najlepše ideje in novo upanje. In novo upanje. Včasih so rekli, muzikanta bom vzela, bom zmeraj vesela, če kruha ne bo, zagodel mi bo. Danes pa ni temu več tako, danes pa Kvintet Dori pravi drugače. Verjemi in zaupaj in zaigral ti bom. Dan za dnem med ljudmi, tudi kaj hudega se zgodi. Naj povem, ni izjem, vsakega kaj doleti. Pride čas, ko obraz kaže, da ti je zelo hudo in trpiš, se bojiš, da bo zavedno tako. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle so. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Dan za dnem
dobro vem, eni zavedno odhajajo, vsaka pot se konča, treba je vzeti slovo. Pride čas za vse nas, ko le spomini ostajajo, to boli, saj se zdi, da lepih dni več ne bo. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle so. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Odlično, kvintet Dori. Zopet smo pripeljali našo veselico do konca. Jaz še vabim gospoda Toneta in pa Andrejo in Marka, da pridete na naš oder. Seveda naslednji teden je pa Valentinovo. Jaz upam, da ne boste fantje pozabili kupiti kakšno rožico, pa tudi dekleta lahko fantom podarite kakšno sladko pregreho, kakšno čokoladico ali kaj. Sedaj pa, kot je v naši navadi, se veste, vsi jo že znate verjetno na pamet, tudi naši gosti jo že znajo. Kar bliže, pridite, kar bliže. Anti začne na kitari in gremo na veselici! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spol. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vsem godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca Prešerno, kar se da tja prikvasi. Objame druščina me prek ramen srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vsem godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vsem godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni.